Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Danes, ko sem prišel iz službe, sem videl, da je na kolesu prazna še sprednja guma, verjetno posledica tistega stekla. In da si vsaj malo povrnem čast in dobro ime, sem se odločil, da jo zamenjam sam. Rezervno zračnico sem imel doma in vse skupaj tudi posnel. S kolesom sem pa za probo šel lih toliko do trgovine po novo rezervno zračnico in pa da vidim, če se vse v redu obnaša. Ja, zdaj sem se šel še domov preobleči in grem narediti enih 15-20 km na hitro, da vidim, kako se obnaša zračnica in kako se obnaša sprednja zavora. Drugač pa res čudno, ko sem prišel iz službe domov in mislil, kako bom naredil en krog s kolesom, sem opazil, da je sprednja guma prazna, popolnoma na tleh. Že na prvi pogled je bilo očitno, da v zračnici ni popolnoma nobenega zraka. Najprej je seveda treba sneti kolo dol z okvirja. Za razliko od navadnih zavor, kjer imaš tisti quick release sistem, je tukaj treba potegniti ven celo os. Skratka, zelo podoben sistem. Paziti je pa treba samo na to, da potem, ko je obroč enkrat snet dol, ne pritiskamo več na zavoro. V primeru zaviranja bi se zavorne ploščice v čeljusti stisnile in obroča ne bi mogli namestiti več nazaj na okvir. Potem sem z obema rokama pretipal cel plašč in ga razrahljal, zato da bi bilo snemanje z obroča lažje. Pri tem sem ga od zunaj tudi pretipal, če bi slučajno v plašču bili kakšni ostri predmeti, ampak nisem našel nič kaj posebnega. Za snemanje z obroča sem uporabil tiste dva plastična ključka in za razliko od prejšnjič, ko zadnje gume nisem mogel sneti z obroča, mi tale Vittoria ni delala kakšnih posebnih težav. Ko je bil plašč na eni strani snet z obroča, sem ven potegnil zračnico. In na njej odkril dve ogromni luknji. Kaj je razlog tega predrtja, ne bi vedel. Še včeraj sem s kolesom naredil 53 km krog in sem prišel domov brez težav. Zračnica se je pa očitno izpraznila tekom noči oziroma tekom današnjega dopoldneva. Kaj pa je to raztrgalo? Teoretično bi zračnico lahko poškodoval pri snemanju s tema dvema plastičnima ključkoma, kar pa je zelo malo verjetno. Prej jo poškoduješ pri natikanju nazaj gor, pa še nobene druge poškodbe ni na zračnici. Okrog in okrog sem ponovno pretipal cel plašč, ampak nikjer nisem našel razloga, zakaj je prišlo do predrtja zračnice. Gre za zračnico, ki je bila na novem kolesu ob nakupu, se pravi je stara približno 1 leto, z njo pa je bilo narejenih dobrih 6000 km. Obstaja možnost, da je kdaj v preteklosti utrpela kakšen močnejši udarc, kar je potem s časoma pripeljalo do tega, da jo je pač nekega dne raztrgalo. Šele naknadno mi je upalo, da bi lahko pretipal tudi trak, ki je na notranji strani obroča, ampak zdaj je, kar je, zračnica je zamenjana in držimo pesti, da je vse okej. Pred ustavljanjem nove zračnice sem jo čisto rahlo napolnil z zrakom, ker jo je potem lažje namestiti noter pod plašč. To je verjetno tudi najlažji del tega opravila, saj zračnica dobesedno sama pade v notranjost plašča.
Pri nameščanju plašča na obroč sem si spet pomagal s ključkoma. Malo je treba paziti, da ne predremo nove zračnice. Pametno pa je tudi, da iz nje spustimo tisti zrak, ki smo ga predhodno napolnili za njeno lažje nameščanje. Pri natikanju plašča na obroč je namreč lažje, če je zračnica spet povsem prazna. Plašč sem nato pretipal po celotnem obodu in s tem tudi poskrbel, da se zračnica čim lepše usede na obroč. Predvsem je važno, da ne pride v notranjosti do kakšnih vozlov, da ne bi bila zračnica v notranjosti, ki je zavita okrog svoje osi, saj bi jo lahko potem pri polnjenju z zrakom razgnalo. Med pumpanjem sem kolo dejansko nekajkrat potolkel po tleh, da se sprostijo kakšni morebitni žepki ali pa vozlički zraka, kar se je dejansko vmes tudi zgodilo in je lepo slišati na posnetku. Ko sem pri 5 barih ugotovil, da je vse ok, sem jo napolnil do 7 barov. Ponovno nameščanje kolesa nazaj na okvir ni bilo popolnoma nič zahtevno. Kolo je lepo sedlo na vilce in tudi disk se je lepo namestil v sredino čeljusti. Pri vijaku je treba samo paziti, da ga ne zatisnemo prehitro do konca, saj bi lahko prišlo do podrsavanja disk zavore. Zavijamo ga na rahlo, nekje do 3/4. In vmes preverimo, da disk zavora ne drsa in ga potem počasi zategujemo do konca. Zdaj bo v redu. Celoten postopek menjave je trajal približno 15 minut, ampak je treba upoštevati, da sem se zraven ukvarjal še s kamero. Je pa res, da mi je pri izdelavi videoposnetka pomagala soproga, ki je kdaj pa kdaj vmes tudi kaj pridržala. Vse skupaj je bilo malo lažje, ker sem menjavo opravil doma na balkonu, ne pa nekje ob cesti, kjer mogoče ne bi imel tako enostavnih pogojev za montažo. Prepričan sem, da če bi se mi to zgodilo nekje zunaj na terenu, se ne bi ukvarjal še z izdelavo videoposnetka, ampak bi v čim krajšem možnem času zamenjal zračnico in se odpeljal dalje. Zdaj pri menjavi zadnje zračnice je edina dodatna stvar ta, da je treba gledati še na verigo. Pri snemanju kolesa z okvirja in nameščanju nazaj je pač treba verigo pravilno namestiti na zobnike. Ja, zdaj se vozim nekje pol ure, približno 15 km sem naredil. Videti je vse ok, sprednja zračnica se obnaša normalno, tako da mislim, da ne bo kakšnih problemov z njo. Enih 5 km še potegnem, pogrem pa domov. Upajmo, da bo zdaj nekaj časa mir in da ne bo potrebe po menjavanju zračnic. Če imate kakršnekoli pripombe, bom vesel vsakega vašega komentarja. To je to, menjava sprednje zračnice na obroču z disk zavorami iz prve roke. Upam, da vam je bilo kakorkoli zanimivo, saj ne gre za nič kaj posebnega, ampak morda pa se je kdo kaj pri tem tudi naučil. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.